Zdaj pa v ZDA, natančneje v Miami, kjer smo trenutno priče največjemu zborovanju Slovencev zunaj meja naše države po lanskem poletju na hrvaški obali. Razlog? Košarka. In ne govorimo o naši reprezentanci, ki je osvojila naslov evropskega prvaka, zdaj pa bi le s težavo osvojila košarkarski turnir športnega društva Spodnja Polskava, ampak o nocojšnjem obračunu Gorana Dragića in Luke Dončića. Ker gre za prvo srečanje najboljših slovenskih košarkarjev v ligi NBA, so v Miami odpotovali tudi številni slovenski športni navdušenci, nekateri celo direktno po ogledu poletov v Planici. Z njimi je tudi naš dopisnik, strokovnjak za posebne dogodke in šport, ter človek, ki se mu kar noče in noče nekaj zgoditi, Jan Krojcer. Gospod Krojcer, povejte nam, kakšno je vzdušje v Miamiju, koliko je tam Slovencev? Gospod Godler, se upravičujem. Res imam za sabo veliko kilometrov v zelo kratkem času in še več piva. Gospod Godler, nisem imel izbere. Pijača je med Slovenci v Miamiju toliko, da se resno sprašujem, ali gre za navadne navijače ali za sindikalni izlet policije. Vzdušje je, kot vidite, super. Večina ljudi se strinja, da je tukaj v Miamiju med 4 in 5 tisoč slovenskih navijačev. Je pa res, da večina ljudi vidi dvojno. Poleg navijačev, ki v ZDA promovirajo predvsem vzdržljivo slovenski jeter, moram pohvaliti tudi slovenske turistične delavce, ki so se v Miamiju še posebej angažirali za promocijo naše države. Tukaj promovirajo našo hrano, pijačo, predvsem pa se upravičujejo za Melanijo. In veste kaj? Američani so navdušeni. Ne bi se čudil, če bi kmalu občutili znaten porast ameriških turistov na Slovaškem. Sicer pa slovenski navijači veljajo za zgledne. Policija zaenkrat ne beleži nobenih izgredov. Čeprav je tukaj veliko Štajercev, so vsi stacionarni radarji po mestu nepoškodovani, niti ena policijska marica pa nima razbite šipe. Kot lahko vidite sami, pa je tukaj vseeno precej veselo. Res je, lepo je videti sodržavljane tako enotne onkraj luže. Zdaj, da se takole kulturno pripravljajo na košarkarsko tekmo in s tem predstavljajo Slovenijo v kar najlepši luči. Res pohvale vredno. Mimogrede, za koga pa Slovenci v Miamiju sploh navijajo? Jan je stara kljuka, pice ga ne upa. Ajde, daj. Pijemo ga radi. Ja, ta enotnost, tega smo Slovenci resnično sposobni samo ob športnih dogodkih. Za koga točno navijajo, pa je najbolje, da vprašam navijače same. Gospod, za koga danes navijate? Domen Prevc! Gospod, Planica je že za nami, zdaj smo v Miamiju. Ja, se mi je zdel nekam teplo. Ja, valjda za Dončića. Za koga pa vi, gospod? Za Dragića, on je bil MVP. Dončić! No, pa smo spet tam. Kot vidite, gospod Godler, se je tudi v Miamiju potrdilo, da lahko gre Slovenec iz Slovenije, ne more pa iz slovenceljstva iti slovenceljstvo, niti alkohol. Toliko iz Miamija. Hvala lepa, to je bil naš dopisnik Jan Krojcer. Po glasih pa boste zvedeli, kdo nas čaka na sredini predora Karavanke, kako se najlažje zaščitite pred vlomilci ter kje lahko v živo spremljate najboljše boksarske obračune. Se vidimo! To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!